Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. O zaljubljenem svizcu. Živel je svizec, ki se je zaljubil v svojo učiteljico sviščine. Ne, tako ne gre, boste rekli. Pa gre. Ta svizec namreč ni bil mladiček, bil je že kar v lepih, sviščastih srednjih letih. In tudi učiteljica ni bila kakšna stara matrona z visokim glasom, ki bi imela samo še zob in pol. Bila je prijazna in lepa mlada sviščevka, ki si je svoj vsakdanji kruh služila s poučevanjem tečajev sviščine za odrasle. Naš svizec se namreč kot mladenič nekaj pridamenil za šolo. Rajši kot v zvezek ali knjigo je gledal sošolke sviščevke in jim veselo žvižgal. Najrajši pa je sviznil ven iz šole na svež zrak, sedel pod kakšen grmiček in zadremal. Ampak, ko je svizec odrasel in je iskal delo, so mu povsod rekli: krepki ste in postavni, to je res, radi verjamemo, da kopljete rove, izdirate grmičevje in valite kamne kot za šalo, vendar vidite, dandanes je tako, da brez veljavnega svizifikata, na katerem morata biti jasno vidna datum in podpis in zraven podpisa pritisnjen uradni svizelj, ne morete ostati pri nas. Zelo žal. Svizec je sklonil glavo in žalostno žvižgnil. Vendar ni bil tiste vrste, da bi vrgel puško v koruzo. Vpisal se je na tečaj in po prvi zadregi opazil, da brez težav zbrano sledi razlagi. Samo to mu ni bilo jasno, zakaj vsakič zardi, ko ga učiteljica kaj vpraša, čeprav vedno ve pravilen odgovor. Ko se mu je v glavi izbistrilo, se je zvečer po pouku zaupal prijatelju. Si nor, je zmajal z glavo prijatelj. Samo učiteljice ne. Res je prikupna, vendar pomisli. Ves čas boš moral plesati, kot bo ona žvižgala, posvizati prah in nasvizati drva. In zvečer ne boš smel svizniti ven svojo družbo. Moral boš ostati doma in poslušati njeno svizakanje. Srce pa je bilo močnejše. Odrinilo je svarila iz sviščeve glave in svizec je prosil svojo učiteljico za šapo. Njegovi znanci, ki so imeli že vsi doma kar dela malih sviščičev in si že leta niso več upali žvižgati drugje kot le pod prho, so ga najprej malo vlačili po zobeh. Ko pa so videli, da je svizec še kar naprej in celo čedalje bolj sijočega obraza, so skomignili z rameni in dejali: vsak po svoje. Svizec in njegova izbranka sta živela srečno in veselo in najbrž to še vedno počneta, saj sta dogovorjena, da v trenutkih, ko postane brlog pretesen, eden ali drugi odsvizne na osvežujoč dolg sprehod. Ko se vrne, prinese s seboj sveže jagode, borovnice ali jurčke, skuha slastno večerjo, nato pa se pogovorita, pogladita po hrbtih in stakneta smrčke. Kaj se zgodi potem, pa ni vaša stvar.